Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V Triglavskem narodnem parku vsak mesec potekajo sestanki med občinami Bled, Gorje in Jesenice. Tako je bilo tudi tokrat, več pa v samih izjavah župan občine Gorje Peter Torkar in pa direktor Triglavskega narodnega parka Uroš Brežan. Kaj ste se odgovorili na današnjem mesečnem sestanku? Osrednja tema današnjega sestanka z župani, povezanimi z Sotesko Vintgar, je bila delitev sredstev v skladu z novim zakonom o ohranjanju narave. Tam smo s strani strokovne službe dobili predlog, ki sledi zakonodaji. Župani so se z njimi seznanili in odločili smo se, da bomo županom in občinam dali čas čez poletje in da do 10. septembra pridejo z svojim odzivom na predlagano delitev, z svojimi argumenti in potem bomo na naslednjem sestanku v septembru poskušali tudi na tem področju narediti korak naprej, se pravi, da v skladu z zakonom pridemo do dogovora med javnim zavodom Triglavski narodni park in vsemi tremi občinami, se pravi Bled, Gorje in pa Jesenice, kako se bodo delila sredstva, ki bodo ostala od vstopnin iz Soteske Vintgar. Koliko sredstev je bilo že nakazanih do sedaj? Po informacijah imamo obiska v tem trenutku več kot 70 000. V skladu z dogovorom, ki je podpisan s Turističnim društvom Gorje, so pobrana sredstva iz vstopnin last javnega zavoda Triglavski narodni park in ta se bodo potem, ko bo sezona zaključena, po obračunu delila med občine in javni zavod Triglavski narodni park v razmerju 25% za občine in 75% za javni zavod Triglavski narodni park. Vsa ta sredstva pa morajo biti ponovno usmerjena v naravne vrednote, v mobilnost, povezano z kvaliteto življenja v parkovnih občinah. Skratka, zdaj sestavljate pogodbo, po kateri se bo to vse dogajalo in med tem časom ta sredstva so še vedno v turističnem društvu na njihovem računu. V tem trenutku ta sredstva še niso pri nas, je pa dogovor tak, da so last javnega zavoda Triglavski narodni park. Koliko je teh sredstev? Koliko je tega denarja? V tem trenutku nimam natančne številke, okrog 600 000 evrov. In kdaj bodo potem podpisane pogodbe? Osnutke imamo že pripravljene, dogovor o sodelovanju je že podpisan, na podlagi tega dogovora pa bodo podpisane dodatne pogodbe v skladu z predpisi o javnih financah in javnem naročanju, predvidoma do konca tega meseca. Kako bo postal Vintgarju, pač DOO? V tem trenutku tega še ne morem povedati, odvisno je od naših dogovorov in od tega, kako se bo ocenilo to, koliko sredstev je potrebno za opravljanje dela, ki ga opravljajo. Župani so bili danes zadovoljni s tem, kar ste jim predstavili ta osnutek? Različni pogledi so bili na ta osnutek, tako da tu bo mogoče župan Gorij povedal svoje mnenje. Niso bili enotni, kar se tega tiče, kar je tudi normalno, zato smo si tudi vzeli čas do konca poletja, da vsaka občina ta naš predlog pregleda, ga preuči in poda mogoče svoje predloge in svoje argumente, na kakšen način je potrebno umeriti te kriterije, po katerih se bodo ta sredstva delila. In verjamem, da če bomo imeli strani vsake občine tak predlog zares na mizi, se bomo potem lažje pogovarjali in tudi dogovorili za to, da ta sporazum sklenemo.
župan občine Gorje, Peter Torkar, kako ste zadovoljni s pogovori na današnjem sestanku? Na današnjem sestanku smo imeli več točk, med njimi je bil tudi program oziroma plan delitev sredstev iz ostanka in to gre za 25% delitev med občine Jesenice, Bled in pa Gorje. Tukaj smo od javnega zavoda TNP dobili zelo jasne kriterije in podlage za delitev teh sredstev, zagotovo pa bo čas tisti, ki bo potreben med uskladitvijo med občinami in občine se bodo zagotovo do 10. septembra uskladile za kriterije delitev teh sredstev. Skratka, nimate pripomb ali imate kakšno? Poleg te točke smo obravnavali tudi točko, kako zavarovati odškodnino v območju Soteske Vintgar. Tukaj je javni zavod TNP že z zahtevo informacij javnega značaja strani občine Gorje prejel dogovor, ki je podpisan med turističnim društvom in pa povezanim podjetjem s turističnim društvom Sotesko Vintgar d.o.o. In v sami pogodbi je tudi zapisano, da bo javni zavod investiral v zavarovanje. Ne glede na to, da smo mi lastniki zemljišča v Soteski Vintgar, smo tudi občina Gorje pristopili k zavarovanju odškodninske odgovornosti v sami Soteski na parcelah v lasti občine, tako da ponudbe že zbiramo od zavarovalnic in verjetno v tem mesecu bomo že imeli vse na mizi za možnost podpisa zavarovalne police. Slišali smo tudi to, da pravzaprav gre iz pobrane vstopnine za javna sredstva. Torej, slišali smo tudi to, da se je od 3. aprila, odkar je Soteska Vintgar v letošnjem letu odprta in od tistega časa, ko je upravljanje prevzelo javni zavod TNP in da je dogovor podpisalo oziroma doreklo takrat s turističnim društvom Gorje, da turistično društvo Gorje zaračunava vstopnino za račun javnega zavoda TNP, smo dobili informacijo, da gre za nekje 600 000 evrov. Potrjeno je bilo strani javnega zavoda TNP, da gre to za javna sredstva. In glede na transparentnost sem bil presenečen nad izjavo, da pravzaprav te javna sredstva niso na računu javnega zavoda TNP, da so nekje drugje, kar bi bilo lepo pojasniti strani direktorja TNP, ko govorimo o transparentnosti, zakonitosti, kje pravzaprav se te sredstva nahajajo in kakšna je pravzaprav zakonska možnost priti do teh sredstev. To bo občino Gorje v prihodnje izjemno zanimalo. Namreč gre za javna sredstva, ki bodo posredno strani javnega zavoda TNP tudi nakazana v proračun občine Gorje. Slišali pa smo tudi to, da se sklepajo pogodbe, tudi najemne pogodbe za infrastrukturo potrebno za obiskovanje Soteske Vintgar, gre za grajene mostičke in pa ostalo infrastrukturo. Menimo v občini Gorje, da je bila ta infrastruktura zgrajena iz pobrane vstopnine v Sotesko Vintgar, to je naravna vrednota državnega pomena, in opozorili na to, da bo javni zavod Triglavski narodni park ravnal gospodarno in zakonito in da bo upošteval vsa vlaganja, ki so bile vložene v mostičke in pa infrastrukturo za obiskovalce, upoštevana, da je pravzaprav, da so to vsa sredstva prišla iz naravne vrednote državnega pomena in ne iz privat žepov grajena infrastruktura, tako da se mora to tudi upoštevati v najemnino ali pa sploh, da te najemnine v odnosu med turističnim društvom Gorje povezanim podjetjem Sotesko Vintgar d.o.o. do odnosa javnega zavoda Triglavskega narodnega parka kot zakonitega upravljavca te najemne pogodbe ni. Kaj so občina Gorje v lastno zavarovanje, ne zaupate javnemu zavodu TNP? Do danes nismo videli nobene zavarovalne police in enostavno, ker nimamo vpliva na območje lastniških parcel v Soteski Vintgar in ker nimamo na vpogled zavarovalne police, kakšne premije so zavarovane, bomo za zaščito javnih sredstev občine Gorje
poiskali, bom rekel, rešitev sami, smo jo pač dolžni po zakonu in zato bomo po vsej verjetnosti morali, ker do danes nismo dobili nobene zavarovalne police na vpogled, skleniti svojo zavarovalno polico. Zato, da bodo obiskovalci zavarovani in glede sredstev želimo, da so ta sredstva transparentna in da se tudi ve, kje ta sredstva pravzaprav se nahajajo. Jaz bom komentiral tudi zavarovanje. Odgovornost, o tej je bilo veliko govora tudi na teh naših srečanjih po sestankih. Veliko se je govorilo, danes pa zanimivo, nič več o primeru Madžarke, ki se je zaključil. Zaključil se je z dogovorom in s poravnavo med turističnim društvom Gorje in pa oškodovanko. In to govori tudi tisti del, ko smo se na prejšnjem sestanku pogovarjali o pravni praksi, ki jo je na sestanku predstavil dr. Rajko Pirnat, ki pravi, da so v naravnih vrednotah, kjer se pobira vstopnina, odgovorni načeloma tisti, ki so upravljavci, ne pa lastniki zemljišč. To kaže pravna praksa in z tega vidika bi jaz županu svetoval, naj občini ne povzroča nepotrebnih stroškov, saj smo mi kot javni zavod tu odgovorni za take stvari, prav tako pa v tem prehodnem obdobju ima zavarovalno polico tudi še turistično društvo Gorje. To kaže pravna praksa in to kaže ne nazadnje tudi primer Madžarke, o katerim ste vsi vi tudi poročali in verjamem, da se lahko iz tega primera kaj naučimo. Glede sredstev pa lahko samo še enkrat zatrdim, da so sredstva pobrana iz vstopnine javna sredstva, da bojo na koncu letošnje sezone iz strani javnega zavoda Triglavski narodni park v skladu z dogovorom nakazana tudi vsem občinam. 75% del pa bo javni zavod Triglavski narodni park namenil za urejanje infrastrukture, za trajnostno mobilnost v parkovnih občinah. Ko boste zračunali, koliko je ta vložek upravljavca, ne? To se bo videlo po sezoni in po sklenitvi tudi vseh pogodb, ki so z našim dogovorom tudi predvidene.